izdelali neko manjšo anketo in Slovence poprašali, kaj nas je zaznamovalo kot Slovence, na kaj so ponosni v tej naši 25-letni zgodovini, če govorijo o tej. In veliko jih je govorilo, da so zelo ponosni na slovenski tolar. In to je bil dodaten argument, da smo se pravilno odločili, ko smo ustrajali pri tem, da razstava Zlati prah ugledali v sveta v naši hiši in seveda jo poslučamo pri obletnici, 25-letnici samostojne Slovenije. Gre za razstavo, ki povezuje več tematik, tako likovno umetnost kot muzejsko dejavnost, numismatiko, ki mogoče na prvi pogled nista zelo tesno prepleteni, povezuje dve državi, Slovenijo in Makedonijo. Najbrž je bilo naključje, da sta se za skupno življenjsko pot odločila slovenski avtor in makedonska avtorica. To pa ni naključje, da sta oba avtorja podobna nacionalnih valuta. Verjamem, da bo o tem lahko več spregovoril njun sin Dorian Hanzer. In tukaj je mesto, da povem tudi to, da smo skušali povezati več generacij v tej razstavi. Zdaj, mi smo vam pripravili gradivo, kjer se boste lahko veliko, ali pa saj precej, prebrali o avtorjih, o nastanku slovenskega tolarja. Jaz bi samo nekaj stvari izpostavila, ki so posebno zanimive in za katere morda ne vemo tako na hitro. Namreč zanimivo je to, da je bil natečaj za nastanek slovenskega tolarja tajen, da se je pripravljal v tajnosti, da je bilo vse izvedeno zelo hitro, v enem letu. Seveda vsi veste, da so bili na teh bankovcih podobni znameniti Slovenci, od Primoža Trubarja do Ivana Cankara, če jih po nominalni vrednosti razvrstimo. Pomembno se mi zdi to, da je šlo pri teh bankovcih pravzaprav za izdelek, ki ga lahko uvrščamo v kategorijo umetnosti za vsak dan. Prihodnjem letu sicer načrtujemo razstavo s tem imenom, ampak tudi bankovec pravzaprav je tisti, ki nas je ves čas opominjal s našo kulturo, pa ne šlo za pisano besedo, za likovno besedo, za arhitekta, za politistorja. Ves čas smo imeli pri sebi na nek način vzornika. Da ne bom predolga, bi mogoče zaključila s tem, da veličino avtorja slovenskega denarja poudarja tudi dejstvo, da je dobil priložnost, potem, ko so enkrat videli na denar, v podobi tudi predsednika Evropske centralne banke, Andreja Trišeja. To je vsekakor veliko priznanje za slikarja Rudija Španca. Več o numismatiki procedurno povedal kolega Šumrov, ampak Slovenci, oziroma na Slovenskem, bi bilo prav rečeno, smo že v času Keltov, se pravi, v prvem in drugem stoletju pred našim štetjem, kovali svoj denar, izveli denar, ki je nastal na naših tleh. Vsem na zaključku bi rekla to, da smo kar nekaj časa iskali primer naslov za našo razstavo. Vse se je sicer ves čas tukalo okrog zlata, ampak smo prihajali na različnih samostalnikov in na koncu postali pri prahu. Zlati prah je lahko tisti prah, ki ga je imela v misli Helga Vidar v svoji pesmi, Zlati prah ima očeh. Tako tisti zlati prah, ki ostaja zvečer na delovnem putu zlatarja in ki ga skrbno pomete in potem prikali za svoje naslednje izdelke.
Naš zlat prah je blizu tistega, ki ga je imela Lila, ki je z njim trosla otroke, da so lahko letali po zraku. Naš zlat prah je tisti, ki se navizuje na zgodbo evra. Namreč evro zdaj upodablja mostove za svoje vašovce. In naj bo naša razstava v opomin temu času, da se želimo delati na povezovanju in na sožitju in da ne bo tisti zlati prah to, ki ga na naši obiskovalci nesejo s seboj. Tako da zdaj vam rada še predstavlja našega druga dva avtorja pravzaprav, ki vam boste na voljo za odgovori na vaše vprašanja. Poleg mene je dr. Andrej Šamrov, on je vodja numizmatičnega kabineta v naši hiši, avtor razstave, avtor pobude. Ob njem je pa tudi najmlajši član družine Španzel, Dorian Španzel, ki je avtor ene od postavitev. Vsekakor velja se pomoliti tudi pri njem, videti kako mlada generacija gleda na denar, mikro, hudomušno, kritično, kot da je to en dober kontrapunkt tej resni razstavi, ki sta jo prispevali, oziroma tudi zbirko, ki sta jo prispevala njegova starša. Tako da jaz bi zdaj predala besedo mogoče najprej kolegu Šamrovu, potem pa še Dorjanu, da poveže vse skupaj in predstavi delo vaše vizijo. Pozdravljeni, kot je že gospod moje ime Andrej Šamrov, gospod direktor so omenila, je ta obletnica četrtstoletja slovenske države pomeni tudi četrtstoletja tudi drugih dogodkov, ki so s tem povezani. Eden glavnih dogodkov je seveda ne samo politična neodvisnost, ampak tudi gospodarska neodvisnost, sama ekonomska neodvisnost. In ravno ta ekonomska neodvisnost je pogojevala izdelavo lastnega denarja, se pravi in kovancev in bankovcev. Pri kovancih je sodeloval potem poleg Ricula Janez Bolka, zato tudi v tem primeru niso predstavljeni, ker predstavljamo, bom rekel, umetnost, poleg vse umetnosti tudi umetnost, poleg denarja umetnost družine Španzel-Lukovska. Ta denar, ki je bil izdelan v naglici, je v svoji naglici tudi izrazito kvaliteten. To je bil eden najmodernejših po izraznosti, eden najmodernejših denarjev, najmodernejši denar v tistem času. Eni so ga primerjali celo z oblikovnostjo nizozemskega gultna, za katerega vemo, da je bil izrazito moderen. V njemu ni bilo toliko klasičnosti, je pa bil zelo močno zaščiten, kar je seveda ustrezalo vsem takratnim standardom. Pri temu projektu, pri končnem projektu je sodelovala, kar se ne sme pozabiti, tudi zelo kvaliteta, ena najkvalitetnejših tovarn papirja, to je papirnica Radeče, ki je danes žal ni več v slovenskih rokah, ki je izdelovala papir za vrsto bankovcev v svetu in pa seveda tudi za vse, za določene tiskovine, za katere je potreben specialno. Sama izdelava, oziroma da se povrne malo v zgodovino, sam postopek, kdaj in kako se je začelo to, se tej glavni akteri nekako tega podatka nimamo. Vemo pa seveda, da so se te osamosvojitelji zavedali pomembnosti trenutka. To so izkazali tudi že s predpostopkom, pred tem denarjem, torej za silno serijo, tako imenovano bonsko serijo, ki je bila natisnjena v Celju v Cetisu, če
če se spomnite, na eni strani bil Triglav, na drugi strani nominal, se pravi številka, ampak brez imena samega denarja, čeprav je išel na dan, se pravi, čeprav je bil prešel v obtok naslednji dan, kot je bil izbran oziroma zakonsko določeno ime same valute, to je slovenski tolar. Tekom okoliščin, se pravi, smo lahko bili srečni, da so te akterji vse srečno izpeljali, da lahko po 25 letih se pohvalimo s tem trenutkom. Ob vsemu temu delu so nastajale različne anekdote, ki so, bom rekel, predstavljene tudi v teh vseh različnih gradivih. Mogoče da izpostavim to Arkerjevo, ki je isto že omenil, ko je v Banki Slovenije se praznovala ta 25. obletnica. Zakaj imamo 2000-aka? Eden je malo bolj Prešeren, malo bolj skuštran, na drugi pa malce lepši, vendar hitrost dogajanja ni dopuščala več popravkov in je šla prva varianta ven, kasnejša je pa išla neko leto kasneje. Tukaj je pač se pravi, tukaj je Arher posegel v neke avtorske pravice, ampak seveda z višjim ciljem, s ciljem zavarovati, bom rekel, monetarni trg, kajti ravno v tistem trenutku so se začele pojavljati malce večje količine tisočakov. Se pravi, starih tisočakov te bonske serije in je bilo potrebno zavreti ta postopek in nadomestiti stari bankovec z novim bankovcem. In to je bila edina rešitev, da bi pač avtorsko nedodelan izdelek pač postaviti na sam trg. Jaz osebno sem vesel, da imamo danes to razstavo, seveda eden izmed sodelujočih. Vesel sem, da sem bil deležen tega trenutka, pa tudi, da imam tako lepo službo, da lahko se to dela. Hvala lepa. Lep pozdrav, moje ime je Dorjan Španzel in v tem primeru nastopam kot soavtor razstave Zlati prah. O samem konceptu in ideji razstave in našega dogodka sta veliko že povedala moja dva kolega, tako da jaz ne bom še enkrat ponavljal, bom pa povedal, kaj je bil moj delež v tem primeru. Jaz kot predstavnik mlajše generacije, ki je, bom rekel, ravno tako stara in da je rasla z našo državo in s tolarjem, imam celotna zadeva v lepem spominu. Ta nastanek oziroma pridobitev naše valute in države ob približno istem času pomnim zelo dobro in se ga rad spomnim še dan danes. V tem primeru pristopam z likovnimi deli, ki se naslanjajo bolj kot ne na kapitalizem, na potrošništvo, ki so hudomušna in rekel, komična po svoje. Nagovarjam gledalca z mešanimi občutki, rad spodbudim negativno ali pozitivno reakcijo. Z določenimi simboli in barvami se naslanjam tudi na zgodovino in na današnji čas in poskušam vse skupaj prenesti oziroma spremeniti v neko sinergijo, ki predstavlja mene kot umetnika in mojo generacijo. Moja grafična dela so rezultat oziroma se naslanjajo na aktualne teme v politiki, v gospodarstvu, v vremenskih razmerah. Se pravi, se naslanjajo na vse možne zadeve, konec koncev tudi na popularno pop kulturo, na Hollywood in podobno. Eden izmed likovnih del je tudi fantazijski bankovec, ki sem ga poimenoval Karant. Ne smemo pozabiti, da je ime Karant bilo eno izmed predloženih takrat in je bilo zelo blizu temu, da bi ga lahko izbrali, ampak je tolar dominiral. Jaz osebno
sem naklonjen imenu Karant in zato sem ga obudil z mojim fantazijskim bankovcem. Nisem pri ustvarjanju teh bankovcev nisem želel biti preveč resen ali pa koncepirati vse skupaj preveč konkretno. Že na laž sem si dovolil, da sem se poigral z idejo neke alternativne valute slovenske in na njej boste videli mite in legende na slovenskem, se pravi, tema je zelo prijazna in slikovita. Koncept, se pravi, grafična podoba je zasnovana nekako po zgledu tudi švicarskega franka, ki je konstantno moderna valuta, se pravi, oblikovno gledano. Je pa sama ideja te alternativne valute, fantazijske, je provokativna in to je del projekta. Se pravi, če se malo pohecam, ker danes so čudni časi, Evropa se doživlja tektonske premike v politiki in tako. In moj projekt malo polagaja v tej smeri in da misliti gledalcev, kaj če evro propade, a bomo pripravljeni in v tem primeru pravim, da bomo, ker imamo pripravljeno novo politiko. Tako da ne smemo pozabiti, zato če bo še to povedal, da bomo predolgo, ne smemo pozabiti bankovci, se pravi tolar, makedonski denar ali moj fantazijski Karant, so grafična likovna dela konec koncev in ljudje dostikrat pozabljajo na to. To so tako enakovredni so klasičnim tehnikam, grafikam, jedkanicam, konec koncev tudi olju. To so rezultati avtorjev, kreativcev v ozadju. Tako kot na primer znamke za napismo, tudi to so male grafike, miniature. In ljudje tega ne vejo in verjamem, da bi lahko ljudje bolj spoštovali to, kar smo dosegli in to, kar imamo iz bolj likovnega vidika. Hvala. Ja,